Namreč, zakaj ima javna uprava še vedno negativen prizvok in kako bi izboljšali njen ugled, se bomo spraševali v nadaljevanju na okrogli mizi. Obmejni pa bodo. Ja, takole lahko tule že pripravimo tudi še 3 stole in sicer lahko počasi kar povabim na oder državno sekretarko Ministrstva za javno upravo Mojco Ramšak Pešec. Z nami je tudi magister Matevž Hribernik z Urada za makroekonomske analize in razvoj. Pa načelnik upravne enote Ribnica Kristjan Košir. Kristjan ima očitno nekaj navijačev tukaj v dvorani. Z nami je tudi dr. Jure Knez iz podjetja Debesoft. In iz Radiotelevizije Slovenija pozdravljamo Aljaža Bastiča. Lepo pozdravljeni vsi, seveda smo veseli, da ste se lahko odzvali našemu povabilu za prvo panelno razpravo. Nekaj iztočnic in vprašanj smo danes že odprli, zato za začetek mora biti vprašanje, ki je kompleksno, ampak naj bo odgovor čim bolj jedrnat kar za vse izmed vas. In sicer, zakaj ima javna uprava tako pogosto negativen prizvok in je kljub pomembni družbeni vlogi pogosto tarča kritik? Zdi se mi, da bo to nekako vodilo oziroma rdeča nit vsaj tega začetka naše panelne razprave. Pravijo, da imajo dame prednost, tokrat sicer nehvaležna vloga, ampak vseeno, zakaj ima torej javna uprava tako pogosto negativen prizvok? Tako, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Ja, tudi v svoji funkciji pa v svoji karieri, ki jo imam v državni upravi, se v zvezi s tem pogosto sprašujem in vsa moja razmišljanja in vse moje ugotovitve na koncu pripeljejo ravno do te besede, ki smo jo danes že izgovorili, to je zaupanje. Zdaj, zakaj je zaupanje javnosti, naših deležnikov, naših državljanov, naših poslovnih subjektov, s katerimi sodelujemo, takšno, kot je in povzroča potem ta nekako prepad med realnostjo in percepcijo v javni upravi, jih je več. Jaz mislim, da prvo, kar je, še vedno se v Sloveniji ukvarjamo z nekimi stereotipi v javni upravi, nismo jih presegli. To so stereotipi, katerih je bilo že zjutraj govora, no, smo že začeli, pa smo nekaj naredili, pa smo kavico popili, pa zdaj bo kmalu odmor. To so stereotipi, ki delajo javne upravi izredno škodo, ne drži tako. Te stereotipi temeljijo tudi na nepoznavanju delovanja državne uprave, na neki splošni družbeni klimi in odnosov do države, do institucij, do funkcionarjev, do javnega, da ne rečem do avtoritet v Sloveniji. Mislim, da imamo nek poseben specialni odnos, ker smo to odnose do avtoritet s časom izgubili. Vesela sem, da mislim, da novejše generacije se spet vračajo nazaj, da je odnos do avtoritet se malo izboljšuje v Republiki Sloveniji. Mislim pa, da je morda temu krivo tudi dejstvo, da je potrebno javno upravo še bolj odpreti, da moramo delovati še bolj transparentno, kot smo, mogoče delati tudi na lastni promocije. Današnji dogodek je tudi eden izmed tistih, da bomo naredili promocijo. Veliko gre verjetno tudi za neko posploševanje nekih dogodkov, ki morda nam niso najbolj v čast, pa potem tudi samo odziv javnosti, da ne rečem medijev, to povzroči kot neko pravilo. Skratka, dogodkov je veliko. Moramo pa delati na izgradnji in izboljšanju tega zaupanja. Pa zaupanje ni samo zunanje, se zaupanje je tudi samo znotraj samih institucij v delovanju. Morda drugače rečemo, da to ni zaupanje, da to je neko dobro počutje. Je pa dejstvo, da se zaupanje ne da ustvariti, da se ga ne da narediti, treba si ga pridobiti. Kar pomeni, da ni zadosti samo, da dobro delamo, ampak da znamo to tudi prikazati, predstaviti in navdušiti tiste naše deležnike, da je temu tako.
Najlepša hvala državni sekretarki za uvodno misel. Magister Matevž Hribernik z Urada za makroekonomske analize in razvoj. Identično vprašanje, mogoče še s podvprašanjem, kje je izvor frustracij? Se mi zdi, da dobro to poznate kot urednik poročila. Bom samo za začetek malo manj konkreten, kot je državna sekretarka, pa malo provokativen. Nezaupanje v oblast, da bom rekel samo v javno upravo, ampak v oblast, ima v Sloveniji tako zelo dolge korenine. Stoletja smo bili pod Dunajsko oblastjo in vedno je bila oblast tam nekje na Dunaju oni. Potem v času socializma, kjer je bila sicer neka take vrste formalna enakost, je bila dvojna govorica. Ena je bila to, kar je bilo doma, eno pa, kar je bilo za javnost. Potem je prišla osamosvojitev in po toliko in toliko letih demokracije je prišlo razočaranje z tranzicijo. Ljudje so bili razočarani s korupcijo, bili so razočarani s političnimi igricami in podobno. Torej, kaj je po mojem mnenju pravzaprav problem, je to, da država je pogosto dojeta kot oni in ne kot mi. In ko bomo mi to spremenili, se bo spremenilo tudi to dejstvo, ker dejansko država kot taka, oziroma je tudi sprejela v zadnjih 30 letih ukrepe, ki so dejansko prinesli pozitivne rezultate. Ni samo negativno bilo, kot je prikazano ali pa kot je v mnenjih ljudi. Je bilo pa zanimivo, pravzaprav v poročilu o razvoju kakovosti življenja v Sloveniji smo po kakovosti življenja ves čas med tistimi vodilnimi, ko pa govorimo o delovanju države, pa to mnenje ni tako visoko. Ja, to je ena taka zanimiva dvojnost, ki smo mi pač ugotovili, da pač po vseh kazalnikih kakovosti življenja smo mi dejansko pri vrhu, ko pa govorimo o državi, smo pa pri dnu. Zdaj, vzrokov je veliko nočem govoriti o diskurzu v javnosti pa v medijih, ker to je po mojem mnenju bolj posledica, ampak bolj posledica in ne vzrok tega. Zdaj, kaj so frustracije? Na osebni ravni kar smo ugotovili, zadovoljstvo za življenjem je v Sloveniji visoko. Je med najvišjimi v Evropski uniji. Mi smo zadovoljni z dejansko, kje živimo, za naravo. Življenjske pričakovanja so relativno med najvišjimi v Evropski uniji. Imamo relativno dobre sisteme socialne zaščite, nizko neenakost, nizko stopnjo revščine, trenutno tudi zelo nizko brezposelnost. Tako da na osebni ravni je vse pravzaprav, ne bom rekel na najlepšem redu, ampak je zelo dobro. Ko pa govorimo o državi, no, to je pa vse slabo. Ne deluje, tukaj imamo, ljudje dejansko percipirajo, ko govorimo o državi, o tem, kaj se dogaja v sodstvu, da so niti ne spet sodstvo, imamo mi, ne vem, učinkovitost se je zelo povečala v zadnjem desetletju, hkrati pa so določene odločitve, kjer pač ne pride do, predvsem na višji ravni, ker ne pride do odločitev. Tako, potem je povezana korupcija, o tem je bilo že nekaj govora, tako da. Hvala za uvodne misli. Kristjan, sam ste kot načelnik upravne enote Ribnica seveda tukaj v eni vlogi tistega, ki v praksi nekako iz dneva v dan okuša ta občutek javnosti do javne uprave. Na kakšen način lahko vi rečete, zakaj se vam zdi, da je pogosto ta negativen prizvok prisoten, zakaj je pogosto veliko kritik? Lepo zdrav tudi z moje strani. Jaz v osnovi ne prihajam iz vrst upravnih enot, nisem tukaj rastel, ampak prihajam iz gospodarstva
In mogoče se čisto ne strinjam z mojim sogovornikom, ko reče, da pa recimo javno mnenje ni toliko pomembno. Jaz mislim, da je pač javna podoba javnega sektorja pač takšna, kakršna je. In vsi vemo, da premalo se govori o dobrih stvareh, ki jih delamo v javnem sektorju. Zgodb je res ogromno. Vsi vemo, ne vem, javne upravne enote se v medijih pojavljajo takrat, kadar so stavke, kadar nekdo ne dobi pravočasno gradbenega dovoljenja. Vendar pozabljamo, da je pa v ozadju res en kup dobrih zgodb in te so pač tiste tihe, tako kot je bilo že na začetku in tudi predsednik izpostavil. In mislim, da je to zelo pomembna stvar, no, in ker sem bil v marketingu in v bistvu je ful pomemben, da se prizadevamo, da te dobre zgodbe pridejo ven in preglasijo tiste nergače, tiste neke ljudi, ki sicer so mogoče res imeli neko izkušnjo, vendar pač so zelo glasni. In ta slab sloves se hitro prenaša naprej. In to ne gre ravno v prid nam javnim uslužbencem. Poleg tega pa smo seveda v času, ki je pa v bistvu zelo poseben. Mi vsi smo uporabniki telefonov, vsi se želimo hipnih odzivov, vsi bi radi takoj, vsi imamo ne vem, nekaj na telefonu, 3-krat pritisneš in že je takoj povratna informacija. Ja, žal v upravni enoti ne gre tako, stvari treba preveriti, zakonito moramo biti in se mi zdi, da je mogoče tudi to en vidik, zakaj mogoče nekdo, ki pride na upravni enot, ne dobi takoj, medtem pa lahko to zelo podobno stvar, sicer z njegovega vidika, ne vem, na zavarovalnici ali na banki, tam pa zelo hitro dobi. In seveda nas primerja. In mi smo pa seveda, pri nas nima, en posameznik nima ravno izbire. Če boš kje zadev osebno izkaznico, seveda jo boš uredil na upravni enoti. Če nisi zadovoljen z enim trgovcem, zamenjaš trgovino, greš drugam, storitev lahko zamenjaš in si mogoče pa takrat nekako potešen, da si dobil tisto zadovoljstvo. Mogoče toliko z moje strani. Super, sigurno se bomo še navezali na vse te pozitivne izkušnje in pa tudi izkušnje, ki ste jih nenazadnje prenesli iz sveta marketinga v vaše novo delovno področje. Menda je bil navdih organizatorjev pri vas, dr. Jure Knez, da vas povabijo kot sogovornika vaš nastop na TEDxu, kjer ste govorili o vrednotah. Kakšen je vaš pogled od zunaj, kako javnost in zasebni sektor vidita javno upravo? Ja, mene izredno veseli, da lahko na to vprašanje, da nimam prejšnjega vprašanja, da bi kar takoj, frustracije, ampak da lahko tudi kaj pohvalim naprej. In v bistvu se mi zdi, da če govorim iz zasebne izkušnje, stikov z javno upravo, je 95% teh stikov je bilo pozitivnih. Zaradi tega, ker vse včasih se kakšna stvar zamdi, pa založ, pa je prepočasna, ampak na drugi strani pa dobiš pa tudi kakšne take ideje, pa kakšna opozorila, na katere ne bi sam pomislil, predvsem, ko gre v tem sodelovanju z lokalno javno upravo. Tako da te stvari mogoče res imajo v javnosti eno tako negativno percepcijo, pa ne čisto po pravici. Na drugi strani pa prej bil omenjen čas korone in v tem času korone, ko govorimo o zaupanju, je bil težek čas tako za vsakega posameznika, kakor za gospodarstvo, kakor za okolje, ampak je bil pa izjemen čas tudi na drugi strani, ker se je vsaj v tem našem lokalnem okolju v Zasavju se je prav zgradilo neko zaupanje. Mi smo res delali pa dihali kot eno. In tako gospodarstvo pač po svojih močeh, kot ne vem, civilna zaščita, gasilci, zdravstvo, javna uprava, občina, domovi za ostarele, vsi smo res se potrudili, da smo ta čas prebrodili na tak res pozitiven način in od tistega časa naprej je to zaupanje ostalo. Vemo, da ali bo kriza, recimo, ko so bile poplave, ali pa ne, ali pa v normalnem delu
pač enostavno vemo, da lahko nekoga pokličeš ali pa da nekdo lahko pokliče nas, pa da bomo res pomagali pa delali vse tako enotno, ne. In to je en tak res lep občutek, ne. Če pa govorim od frustracij, ne, pa po moje večina frustracij je pa iz tega, da nam že Evropska unija narekuje res taka težka bremena, ne. Pol pa še Slovenci malo zakompliciramo, ne, zraven in pol pridemo do tega, kar imamo, ne. Recimo, ne vem, zdajle, če sam gradbeni del pogledamo, ne, koliko časa traja, ko probaš eno večjo stavbo pozidati, ne vem, OPN, OPPN, presoja vplivov na okolje, zdaj pa je sploh integralno gradbeno dovoljenje se ne izdaja zaradi neke uredbe o hrupi, nekaj tasga, ne. In pol na koncu pride do tega, ne, da v bistvu mi smo z nekim našim kitajskim konkurenco v bistvu, ne, smo začeli v istem času graditi zelo podobno stavbo, ne, in oni jo bojo že pozidali, pa se vselili, ta čas, ko bomo mi mogoče dobili vse papire, da bomo lahko začeli graditi, ne. In oni bojo to naredili za 500 € na kvadratni meter, ne. In to je tista razlika, ko se pojavlja, ampak na koncu pa mi adresiramo iste stranke, ne. In pa še posebej ta čas, ne, kakor traja, da se to, da se stvari sprovedejo, današnji čas je izredno hiter. Neverjetno hiter je in te poslovne priložnosti, ko so včeraj bile, so danes mogoče čisto drugačne, ne. In pol pa v bistvu to je ena stvar, ta druga stvar so pa že itak imamo težke postopke, ne, na drugi strani imamo pa tudi zaostanke, ne vem, sodni zaostanki. Tu so v nekaterih primerih res izredno boleče, da ena stvar traja, ne vem, 12-18 mesecev ali pa še več, ne. Potlej, ker pišeš pogodbe mednarodne, ne, pa tudi če si vodilni partner, pa razmišljaš, da bi slovensko pravo uporabljal ali ne, ali bi raje nekakšno nemško ali pa moraš pa nekam potencialno hoditi ven, ne, ja, to je slabo, ne. Recimo zdaj imamo mi tudi pol, če se vrnem na gradbeno tematiko, ne, zdaj smo neko stanovanjska gradnjo smo začeli, ne, recimo, ne vem, za en OPPN je bilo menda 23 mnenj, tukaj je za to stanovanjsko gradnjo, pa ne vem, DRSV 7 mesecev nismo dobili nič. Tako je bilo, da je neka stvar, neko mnenje je že poteklo, moramo še enkrat ga narediti zaradi tega, ker pač je to toliko časa traja, ne, in smo izgubili eno sezono, ne, in to pomeni, da našim zaposlenim ne moremo ponuditi, v Trbovljah danes je hišo nemogoče kupiti, ne, in take stvari so tiste, kakor se mi zdi, da potli nekako tudi mečejo slabo luč, pa še nekaj je, ne, pa konkurenčnost nam nižajo, ne, to je slabi, ne, zaradi tega, ker mi se moramo zavedati, danes kdor hoče videti, kje smo v Evropi, ne. Mi v Evropi zaostajamo. Treba je kupiti karto, iti na Kitajsko pa videti, kako tam napredujejo. To je eno področje, ki se bo razvijalo naprej in če pogledamo samo avtomobilsko industrijo, recimo, ne, 10 let nazaj si ne bi mogli misliti, da bo avtomobilska industrija v Evropi v taki slabi situaciji, kot je danes. In zato smo krivi popolnoma sami. Ne, sami smo se ustrelili v koleno, da so pol Kitajci videli priložnost, pa Američani, pa da so šli tukaj korake naprej, ne. In mislim, da je tukaj izredno pomembno zaradi tega, ker vsako gospodarstvo, vsi mi živimo v okolju in moramo ustvariti okolje, kjer bomo lahko konkurenčni, ne samo takole pri nas, pa pri sosedih, ampak v svetu. In zato je pomembno, da je državna javna uprava učinkovita in da se zaveda tega, da moramo delati skupaj, da bo naše okolje še vedno lepo. Hvala. Tudi za vas, Aljaž, so organizatorji zapisali, da je bil navdih govor na TEDxu, kjer ste primerjali velike in majhne v primeru produkcije Netflixa in produkcije RTV Slovenija, ter seveda primerjali tudi proračuna obeh medijskih hiš. Vabim seveda vse, da si ogledate Aljažev nastop. Kako pa bi vi komentirali, glede na vašo izkušnjo, kakšno je stanje, če pogledamo nekoliko širše, če pogledamo stanje na javni sektor pri nas? Dober dan najprej vsem in hvala za povabilo.
bi se navezal seveda na predhodne sogovorce in bi rekel, kaj je pa stereotip za RTV Slovenija ali pa za zaposlene v RTV Slovenija. Je to, da mogoče pa ni jutranja kava, ampak je pa kaj drugega jutranjega, a ne? Čez cesto v Bangladešu, ne gre za mednarodne izmenjave, ampak za gospodarske združbe. Ampak to ponovno seveda ne drži. To so stvari, ki so bile zagotovo resnične 30 let nazaj, 40 let nazaj v drugačni meri. Danes, bom rekel, v majhnem odstotku, ki je anomalija in je odstop od realnega stanja, ne? Zdaj, kaj je tisto, kar, bom rekel, javni sektor oziroma zdaj tu širim to polje diskurza, ker pač prihajam iz javnega sektorja in ne javne uprave, kar nas, bom rekel, kar nam niža ugled v javnosti. Večkrat ste se navezali predhodniki, da so mediji tisti, ki, bom rekel, javni upravi posredno kazijo ugled, ampak se tudi mediji imamo, bom rekel, skazen ugled. Ste videli tisto razpredelnico, pa so mediji pravzaprav nekje izenačeni z nacionalno vlado, v Sloveniji celo mislim, da pod nacionalnim parlamentom. Samo politične stranke imajo še nižjo stopnjo zaupanja. In tu se pa spet vrnemo na to, da so pa tudi opinion makerji oziroma politiki, vsakdo izmed nas tisti, ki na nek način posredno vpliva na to mnenje. Pa mogoče tudi ni vedno povsem pravilno, oziroma pravično. Ampak da se vrnem pa nazaj, da ne bom predolg že v uvodu, kje mislim, da je neka tista prelomnica, pa je to tudi nekaj podobnega, kar so že predhodniki povedali, in to je, da je razlika, če politik reče, recimo konkretno RTV Slovenija, vaša televizija govori o tem. Kakšna vaša televizija? To je naša televizija. To je moja, vaša, vaša. To je naša skupna televizija, to je naša skupna radiotelevizija. Tako kot je javna uprava naša skupna, tako kot je vse, kar je javnega, naše skupno. In mislim, da je to ključen premik, ki bi ga morali ustvariti tudi pri sodelavcih, pri vsakemu izmed nas, pa pri vsakemu izmed zaposlenih v javnem sektorju ali javni upravi. Da ko nekaj delamo, to ne delamo za državo. Ali pa recimo, ko jaz režiram oddajo, je ne režiram za RTV. Jaz jo režiram za gledalce, jaz jo režiram za vse plačnike RTV prispevka in za vse državljane Slovenije. In jaz mislim, da je tudi ta preskok, za koga delamo in kaj je sploh ta naš osnovni namen, ključno pri tem, da bomo lahko šli korak naprej. Ja, in se spet vračamo na to temo, kako imeti uslužbence, ne pa izvajalce, kako v bistvu dati nekakšno posebno veljavo vsem, ki so v službi tukaj v bistvu javnosti. Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka, naslednje vprašanje za vas, ko se znova dotikamo tega zaupanja. Slišali smo, da je kar nekaj izzivov na tem področju, ampak kako ponovno zgraditi zaupanje, kako ga ponovno vzpostaviti, kaj bi se lahko znotraj sistema spremenilo, da bi, ko govorimo o tem zaupanju, imeli boljše številke oziroma bili višje, kot smo bili na grafih prej predstavljenih. Kot sem že prej nekako nakazala, lahko govorimo o zaupanju, ki ga ima javna uprava do svojih uporabnikov, enako pomembno je pa tudi zaupanje znotraj javne uprave, znotraj zaposlenih. Peter je prej že omenil, zavestno smo pristopili naprimer k tej raziskavi OECD-ja, ki je bila tudi v javnosti morda potem predstavljena kot nekaj, kot pokazatelj oziroma kot nek zunanji pokazatelj od tega, da so naši javni uslužbenci zelo nezadovoljni z delom v javni upravi, ampak to ne drži tako. Seveda so določena področja, kjer je nezadovoljstvo pod povprečjem teh anketiranih oseb, ampak v to raziskavo oziroma v to anketo smo šli zavestno zato, da dobimo nek zunanji pokazatelj o tem, kje je prostor za izboljšave. Namreč želimo se izboljševati in tisti, ki smo dolgo časa v javni upravi, lahko rečemo, da se zadeve izboljšujejo in da so boljše. Seveda gre zadeve počasi, moramo biti pa nekako zadovoljni vseh majhnih dosežkov, ki jih dosežemo. Ampak zavedanje o tem, da je treba za javnimi uslužbenci tudi z njimi jih voditi in na drugi strani se z njimi tudi ukvarjati in razvijati najrazličnejše sodobne metode upravljanja s kadri tudi v upravi. To zavedanje ravno nima zelo dolgo zgodovine v slovenski javni upravi. Dolgo časa je nekako prevladovalo mnenje, da je v bistvu javni uslužbenec tako vpet v predpise, v predpisane protokole in procese,
da dejansko z njim ni treba veliko se ukvarjati. Važno je, da dela po predpisih znotraj protokolov in neke zelo velike, neke inovativnosti ali nekega drugačnosti niti ni bila zaželena. Tako da zadnje leta se gradijo in zelo sem vesela temu res neki sodobni inštrumenti upravljanja s kadri, kjer se posveča kadru, skrbi za njegovo dobro počutje, kjer se zaveda, da je potrebno graditi na zavzetosti zaposlenih. Ravno ta zavzetost zaposlenih v javni upravi, mislim, da je nekako problem ali izziv, s katerimi se že vrsto let večina evropskih upravnih administracij ukvarja. Kako priskrbeti, da bodo ljudje zavzeti, da bodo vključeni v celo delovanje javne uprave in da bojo javno upravo vzeli kot svojo in kot to poslanstvo potem naprej. In tukaj je ključno ta vključenost javnih uslužbencev v sam proces in notranja informiranost. Zelo pomembno je, da vsak javni uslužbenec nekako osmisli svoje delo, da vsak javni uslužbenec nekako prepozna in da je slišan in da je njegovo delo en delček mozaika k končnemu uspehu, tudi k velikim dosežkom nekega organa, da so nekako vsi videni. Temu tudi sledimo na to, da nekako te ocenjevalne leta razgovore, ki smo jih uvedli pred leti v javni sektor in veste, tudi v javnosti je bilo nekako potem prikazano, da niso dosegli svojega namena, ker ga res niso, ker so bili namenjeni izključno k določitvi ali možnosti višanja plače. Uvedli smo sedaj razvojne pogovore, kar pomeni res nek odkrit razgovor vodje z vsakim zaposlenim, kje on vidi svoje pluse, kje vidi svoje minuse, kje vidi tudi minuse ali možnost za izboljšave svojega vodja ali okolja, organizacije, v kateri dela. Se pravi, gre za neke sodobne instrumente za upravljanje s kadri tudi v javni upravi, ker, kot sem rekla, vrsto let nekako prevladovalo prepričanje, ki je delalo škodo javni upravi, da se s kadri ni treba ukvarjati. Bosto tudi ni zaželjena neka inovativnost. Tako da neka ta notranja zaupanje, neka pripadnost, zavzetost, neka videnje možne kariere, neko možnost tudi kroženja in internega trga med javnimi uslužbenci, da se javni uslužbenec svojemu vodju upa reči, da morda pa ni najbolj zadovoljen z delom, ki ga ukvarja, da najprej morda ni najbolj zadovoljen z načinom vodenja. To je bilo pred leti nemogoče, nepredstavljivo. Upam, da bomo zgradili mehanizme in to zaupanje, da bo to postala praksa. In jaz verjamem, tudi sama sem že doživela kot vodja, da mi je podrejena rekla, da morda pa določen način mojega vodenja povzroča neko blokado v njenem delu in da bi želela, da se o tem pogovorimo in rečemo. Skratka, ljudi bomo vodili, gre za motivirane, uvedli smo tudi sistem kompetenc, kar pomeni, da preverjamo kompetence zaposlenih v teh razvojnih razgovorih, ne z namenom, da bi ljudi kaznovali, da bi jih odpuščali, da bi ljudi prikrajševali pri nagrajevanju, z namenom, da ugotovimo, katere so kompetence, ki jih je potrebno, da jih posameznik še nadgradi, da povežemo to s programi usposabljanja kompetence, ki so potrebne za delo, da se nadgradijo, da se vzdržujejo, da morda katere tudi pridobijo, ali če ugotovimo pri posameznikih, da gre za kompetenco, ki je z usposabljanjem ni možno pridobiti, da mu ponudimo tudi možnost nadaljevanja svoje kariere na drugem delovnem mestu. Gre za vseživljenjsko učenje, da uvedemo ta inštitut učeča se družbe tudi v javno upravo. Gre za to, da na ustrezen način upravljamo z našimi starejšimi sodelavci, namreč državna uprava tudi zaradi ukrepov, ki so bile v času ekonomske krize, je delodajalec, ki ima relativno visoko starost zaposlenih in da s temi motivacijskimi ukrepi, morda tudi sistemi nagrajevanja, privabimo v našo sredino čim več mladih, ki imajo drugo energijo, ki drugače mislijo in da skozi sisteme vodenja potem poskušamo s temi mešanimi generacijami doseči največ, kar je. Se pravi, da damo možnost, da to svojo novo energijo in svoj pogled predstavijo in istočasno, da se starejši ob njih ne počutijo ogrožene, ampak da njihove izkušnje so tudi slišane. Tako da jaz verjamem, da vsi ti instrumenti in zavedanje o pomembnosti vodenja v javni upravi s posebnim poudarkom tudi na kompetentnih vodjih, da bodo iz leta v leta tudi na tem področju dajali rezultate.
Ja, kako dobiti in še pomembneje, kako obdržati te dobre kadre, je zagotovo vprašanje tudi za vas, magister Matevž Hribernik. Na kakšen način se mogoče pri vas soočate s konkurenco, ki prihaja iz zasebnega sektorja? Na kakšen način mogoče pri vas s ponosom vseeno poveste, odkot prihajate, da ste? Če govorimo o uradu, s konkurenco se težko soočamo. Trenutno mladi se zelo slabo odločajo, vsaj za prijave na naše razpise, ker roko na srce plačano za naš profil, mi plačano nismo konkurenčni, pač v državni upravi, ker imamo zelo specifičen profil, ki je zanimiv za banke, ki je zanimiv za centralno banko, pa bomo rekel za finančne institucije. Tako da mi se tukaj zelo težko soočamo s konkurenco. Kaj pa pomeni ta status? Mislim, da je Peter v uvodu omenil, kakšen ponos je bil seveda zanj. Mislim, da je od leta 1999 ponosen javni uslužbenec, da to z veseljem pove, da so bili starši ponosni, da takrat v bistvu, ko si zaključil študij, je bilo nekako največja nagrada, največja potrditev, če si dobil službo v javni upravi. Zakaj 25 let kasneje to ni več primer? Ne vem, to pa vprašajte naše študente, ko pridejo na prakso, pa zelo redko, kateri se pa še odloči, da bi dejansko. Ampak bom pa tako rekel, mi kot urad smo taka zelo majhna institucija, pač, kar specializirana, večinoma smo ekonomisti, nekaj je sociologov, ampak vodstvo in jaz tukaj pa takoj priznam, nisem del vodstva, sem pač uslužbenec, sem zaposlen. Je praktično v 20 letih, kar sem vedno slišal samo dobre besede, jaz bi pa tudi delal pri vas, jaz bi pa tudi delal pri vas. Skoraj ni bilo sodelavcev, ki ne vem, če je kdo v zadnjih 20 letih šel z našega urada samo zato, ker je bil v toksičnem okolju. Tako da tukaj kapo dol našemu vodstvu. Večinoma so tisti ljudje, ki so odhajali, bili visoko izobraženi in so šli na boljše delovne pogoje. S tem, da ker smo pač majhen urad, imamo problem tudi v kariernem razvoju dejansko. Tukaj ni možnosti kot na določenem ministrstvu prehajati na določena vodstvena mesta, ker jih je pač zelo malo. Če je mogoče 40 zaposlenih, je to 5-6 mest samo. In tukaj ni neke hude, velike fleksibilnosti. Vseeno, če se spomnimo, da ne bomo zaključili ravno tako črnogledo, če se spomnimo že, mislim, da lanskega Petrovega predavanja, pa tudi letošnjih tematik, se stvari na tem področju spreminjajo. Vseeno je v primerjavi s kakimi 5-10 leti nazaj mogoče slutiti večji interes mladih za to, da bi se zaposlovali v javni upravi in da tudi dobijo tudi tisto, kar si želijo. Bom tako rekel, vsi te ukrepi, ki jih država sprejema, so seveda dobrodošli, niso pa seveda takoj vidni. To bo vidno s časoma, to mogoče leto, dve. Tukaj vsi te ukrepi rabijo nek proces. In tudi dejansko, ko mi gledamo študente, ki bi prišli k nam, to je v 3. letniku praktično najboljši kadri so vsi že zasedeni. In tako da to je dejansko bolj dolgoročen proces, kako pridobivati mlade kadre, kako jih zaposliti. Tudi to, kot je bilo prej omenjeno, umetna inteligenca, seveda tudi pri nas bo prišla v izraz, ne to, kako jo boš znal upravljati, da boš ti še bolj učinkovit. Tako da to bo tudi ena taka pomembna stvar. Ja, sprememba ugleda zahteva kar nekaj časa, da se le-ta zgodi.
Sam mislim, da lahko tukaj tudi zalažem potem kasneje nekoliko spregovoriva o ogledu recimo slovenskega filma, ki je tudi podobno doživel nek tak črn madež, ampak se mi zdi, da se z leti to izboljšuje, spreminja, ampak vse zahteva svoj čas. Kristjan, za vas sem dal to izhodišče zato, ker se mi zdi, da ko govorimo o stereotipu javnega uslužbenca, so to običajno v viziji ljudi posamezniki skriti za papirji, neprilagodljivi, vedno jim nekaj manjka, nimajo konkurence, hkrati ni nobene druge alternative, slaba medijska podoba. Ampak potrebno je ves čas dokazovati nasprotno. Vi izhajate iz marketinških vod in ste najbrž del tega pogleda prenesli tudi v vlogo načelnika. Zakaj se vam zdi pomembno tisto, kar ste že prej izpostavili? Govoriti tudi o dobrih zgodbah, zato da 95% narejenega, kar je dobro narejenega, v bistvu ne izgine, da ne damo priložnosti samo nergačem in kaj ste morebiti sami v Ribnici naredili na tem primeru? Ne. Ta pa dela, v redu je. Hvala, Jure. Kaj v bistvu lahko naredimo interno? Če tukaj v bistvu uporabimo eno tako prispodobo, jaz dostikrat gledam na našo upravno enoto kot neke vrste en orkester. Se pravi, v orkestru ima vsak svoj inštrument, vsak svojo vlogo in v bistvu nihče ni pomembnejši od drugega. Vsak posameznik prispeva k celoti. In isto je v upravni enoti. Eni na okencih skrbijo za izdajo osebnih izkaznic, prometnih dovoljenj, v glavni pisarni skrbijo za to, da so dokumenti knjiženi pravočasno, drugi se ukvarjajo z odločanjem, odločajo o različnih stvareh na gradbenih zadevah. Vratar, receptor je tisti, ki sprejema ljudi in jih usmerja po naši hiši. Vsak ima svojo nalogo, vsak ima svoj inštrument, vsak ima svoje note. Torej vsak mora poznati svoje področje dela, poznati mora svojo zakonodajo, njegove note so njegove naloge in pa vsak mora točno vedeti, kakšna je njegova odgovornost. In ko igramo, je pomembno, da se poslušamo, da se slišimo in dirigent ni tisti, ki ukazuje ali pa povzdiguje glas, ampak je tisti, ki povezuje. Je tisti, ki daje tempo in on odloča, kateri inštrument ne bo kdaj zaigral. In ko smo enkrat vsi kot v bistvu nek uigran orkester, takrat mislim, da nas bojo v bistvu občinstvo slišalo. In slišalo bo neko prijetno melodijo, glasbo in takrat se bodo začele dogajati spremembe. Torej, to sem zelo malo parafraziral. Pomembno je seveda vodenje z vzgledom, pomembni so odnosi in če tega ni, je vse ostalo zaman. Vsem pa moramo dati opolnomočenje, znanje, mi kot vodje, mi kot načelniki ali pa vodji različnih organizacij, smo pa tisti dirigent, torej, ki ne povzdiguje glasa, ampak tisti, ki povezuje in daje tempo. Kaj uporabljate za interno orodje komuniciranja pri vas? Res je, ja. V bistvu, takrat sem razmišljal, to je bilo 2 leti nazaj, približuje se nek čas, ko se bo en del naših zaposlenih upokojil. In to je bilo, mislim, da tistega leta, ko je bilo kar 5 je šlo. In jaz sem rekel, pišu ga, za te mlade pa treba zdaj nekaj drugega prinesti. In seveda raziskuješ malo, kaj oni komunicirajo, iščeš neke dobre prakse po svetu. In takrat smo v bistvu peljali, torej mislim, da zdaj več kot 2 leti, neko interno orodje komuniciranja, to je Slack, v bistvu je aplikacija, platforma, ki jo neke inštitucije v tujini in pri nas v Sloveniji že dolgo časa uporabljajo in ni nič novega v osnovi. Ampak meni se je zdelo dobro zaradi tega, da lahko mi z mojimi sodelavci in pa temi mladimi, ki prihajajo k nam v upravno enoto, da lahko komuniciramo še malo bolj neformalno, s slikami, z temi prstki gor in dol. No in to zdaj orodje Slack mi uporabljamo zdaj že 2 leti in v bistvu res noter imamo različne topike, različne teme, kot naprimer promocija zdravja, kjer si izmenjujemo različne ideje, kaj skuhati, zakaj je bil en izdelek tam na ZPS-ju predstavljen kot sporen,
delimo utrinke, ko smo šli na nek pohod, promocije zdravja, potem imamo ne vem, IS Karpan, tudi to imamo tam, ja, seveda, ker vsakodnevno prihaja do težav in takoj, ker nekdo nekaj opazi, IS Karpan težava, ok, v redu, vsi imamo to na telefonih, tudi če nisi pri računalniku. Tukaj smo seznanjeni in ena izmed teh stvari so pa tudi majhne zmage. Ne? In tukaj v bistvu res sem hotel izkoristiti, da vse tiste nevidne stvari, ki jih v bistvu mi v upravni enoti doživljamo, pa smo jih deležni, da se tukaj pohvalimo in pohvalimo svoje sodelavce. Ne vem, res ful veliko se nam dogaja, da dobimo res izredno veliko nekih pohval, nekih hvaležnih strank in mene kar čudi, sem rekel, lejte, prav ljudje so pripravljeni napisati, zapisati, ne dobesedno k meni, seveda v glavni pisarni ali pa pustiti nekje drugje listek, ne? In oni se nam res dejansko zahvaljujejo, ker so bili tako obravnavani, ker je naš zaposlen se angažiral dodatno, pojasnil stranki, kaj potrebuje, mu pomagal, ga razumel in daleč od tega, da bi ga sem na hitrico, ne vem, prejel neke podatke, potem, ko bi on odšel, bi seveda pogledal, aha, nekaj manjka, ok, zdaj jaz imam nekaj dni za odločenje. Ne, jaz zmeraj govorim, dajte biti, prosim, proaktivni, a ne, se veste, tak človek bo nazaj prišel in bo seveda prinesel en kup pozitivne energije in boste videli, na koncu se bo stvar kar sama rešila in stvar bo rešena. Zaradi tega, kar sama od sebe, a ne, sam nek ta pozitiven pristop je treba zasledovati. No in torej na tem Slacku uporabljamo torej vse te različne take neformalne stvari, ki jih lahko na nek način zapakiramo s slikami in tako dalje. In tudi na nek tak način se mi zdi, v bistvu ustvarjamo neko skupnost, no? Neko skupnost znotraj naše upravne enote. Hvala za mnenje. Jaz sem prepričan, da je mogoče to eden izmed tistih načinov, ki nas majčkeno asociira tudi na delovanje zasebnega sektorja. Pa Jure, nekako je seveda zgodba podjetja Devesoft zgodba o uspehu. Od 3 partnerjev oziroma s 3 partnerji ste v letu 2000 začeli to zgodbo, zdaj imate več kot 400 sodelavcev, v 53 državah so izpostave. Nekako ste v enem izmed intervjujev dejali, da je potrebno včasih izpostavljati neuspehe oziroma da bi bilo bolje izpostavljati zmotljivost, ne pa neuspehov. Zakaj se vam zdi, da v bistvu je zmotljivost nekaj, kar je pomemben del zasebnega sektorja, morebiti pa si v javni upravi česa takega ne morejo privoščiti? Ja, jaz mislim, da je prav ta transparentnost tista, ki je nekako res izredno pomembna. Da sej nobeno podjetje, noben posameznik ni idealen, javna uprava ni idealna, ne. Pač vsi delamo napake, ne. In tudi potem imaš tudi nekako odnos do strank se gradi, ne, na ta način, da rečeš, lej, tukaj smo pa res nekaj narobe naredili, zaradi tega bomo, ne vem, kakšen mesec kasneje ali pa kakšen kos opreme bomo mogli zamenjati, ne. In se mi zdi na dolgi rok, ne, da to stranke cenijo in spoštujejo, ne. In eden naš prodajnik je dejal, ne, da si želi, da bi kakšna stvar šla narobe, ne. Zato, da bi stranka izkusila, kako na to reagiramo, ne. Kako pol vsi preletimo na kup, pa probamo to reševati, ne. Ker če se navežem recimo, ne, na prejšnje, na Kristjana, ne, se mi zdi, da recimo je v podjetju, imaš 2 tipa podjetij, pa še v spekter v sredini, ne. Ti lahko daš v fokus ali podjetje, ali stranko, ali pa osebne interese, ne. In pol, če daš na eni strani spektra podjetje, ki daje v fokus stranko, potem na drugem mestu da podjetje, osebni interesi so pa na 3. mestu, na drugi strani tega spektra imaš pa podjetje, kakor so osebni interesi na 1. mestu, potem je podjetje, potem so pa stranke, ne. Pa če bi vas vprašal, katero podjetje bo bolj uspešno, ne. Jaz mislim, da bi bil odgovor dosti jasen, ne. Ampak v realnem življenju pa ni tako, ne. Tudi če imaš jasen cilj, da so stranke na 1. mestu, se dostikrat zgodi, da ti procesi, ne vem, zadnje cajte trade, compliance in tako naprej, ne, da ti narekujejo, ne, da se ta stvar spreminja, ne. In to je zmerom potrebno vzgajati, poudarjati, postavljati na 1. mesto, narediti v bistvu tudi jasno transparentne meritve, kako nam gre, ne.
In tu se mi zdi, ne, če bi rekli na eni strani, da je podjetje ali pa kakorkoli, ne, da je kot orkester, ne, na drugi strani se mi pa zdi, pa, da je ena izmed glavnih stvari, ki sem se jo naučil, je, da je nekako procesi v podjetju so kot nek cevovod. Ne. Vodovodarji bojo znali to zelo dobro, bi znali urediti ne, vsako podjetje ali pa javno upravo, ne. In potem se lahko oziroma se mora ta cevovod razdeliti na elemente. Vsak element ima pa 4 ključne točke, ne, 4 ključne stvari. Ne. Prvi je vstop, drugi je izstop, ta tretji je volumen tega elementa, koliko stvari je noter, ta četrta stvar je pa hitrost. Ne. In potem, ko se sestavi vse procese, ali gre za marketing, ali gre za prodajo, ali gre za proizvodnjo, ali gre za razvoj, ali gre potem za support, za servis, ne, je pri nas v bistvu največja razlika bila, da smo jasno postavili merila, kriterije in da potem tudi izvajajo meritve. Recimo v supportu. Support je imel skozi težave, dokler nismo strankam dali možnost, da so izbrali, pa od začetka smo imeli, ne vem, neke izbire, na koncu smo pa naredili samo to, da so dali kljukico ali pa križec. In če da stranka križec, potem dobi možnost, da upiše, zakaj je dala negativno mnenje. In tako negativno mnenje smo pa gledali na naših kolegih in zelo hitro se je naredili, da so ta negativna mnenja praktično šla na nič. Ne. In tu se mi zdi, da je pol v vseh delih procesa, ne, lahko potem, če imaš en tak velik dashboard, ne, ko da vidiš, kako vse to deluje, ne, da ti pol daje tudi tisti občutek, ki ga izgubiš. Že pa 400 ljudi izgubiš, vas je pa še toliko več, ne, ga izgubiš občutek, kje so tisti bottlenecki, če nimaš tega pregleda. Ne. In potem lahko optimiraš. In pol recimo tipično je marketing pa prodaja. Ne. Marketing je ena stvar, ki v bistvu da adresira neznane stranke, da dobiš potem opportunity, ne, ki jih potem obdeluje prodaja. Ne. In potem vidiš, ne, da marketing ogromno nekih priložnosti daje v prodajo in prodajo pa ne more obdelovati. Ne. In potli, če na spodnji strani pri naročilih ni dosti treba pogledati, katera stvar ne špila, ne, da pa lahko tudi recimo prilagajaš, ne, pa rečeš recimo po sejmih, ne, mora tisti, ki so bili v marketingu, mora pomagati prodaji, zato da se to obdeluje. Ampak na pamet tu ne gre. Ne. In zato so te meritve, ne, zdaj, okay, prihajam iz podjetja, ki se ukvarja z merilno tehniko, ne, okay, ne, ampak se mi zdi, da so te meritve res izredno pomembne. In odlično se seveda spoznate tudi na vse te primerjave glede vodovoda, tale mislim, da nam bo zelo danes koristila, da v bistvu vse skupaj lahko nekako damo na zelo skupen imenovalec. Aljaž, kar se tiče same krize sprejemanja odločitev, mislim, da je tista, ki vodi tudi v krizo zaupanja. Seveda smo že govorili o tem, kako težko jo je graditi, kako morebiti sami vidite, kakšni so zgledi, ki bi jih lahko javni sektor oziroma javna uprava vzeli iz zasebnega sektorja. Mislim, da ste večkrat izpostavili, da za razliko mogoče od Petra niste najbolj ponosen, ko rečete, da prihajate iz javnega sektorja. Ne? Zelo ponosen, da prihaja iz javnega sektorja, super. Kako pa lahko rečemo, kakšna je ta primerjava oziroma kaj je tisto, kar bi lahko vzeli iz zasebnega sektorja in česa ne? Pravzaprav bi se navezal spet na Jureta, rečem Jureta, ker sva oba Trboveljčana, tako da se poznava že izven tega konteksta. Zdi se mi zelo pomembno, da bi večkrat priznali svoje napake. Vsakdo izmed nas, ki dela, se moti, greši, dela napake. Predvsem v kontekstu javnih medijev je ključno, da komuniciramo tudi svoje napake. Ko naredimo novinarsko, kreativno, režijsko, kakršnokoli že napako, je to potrebno priznati in reči, da, naredili smo napako. In priznamo jo zato, da je naslednjič prvič ne bomo ponovili in kot drugo, da tudi javnosti povemo, da delujemo transparentno. In zdi se mi, da v našem okolju nasplošno je to priznavanje napak dojemano kot izkaz šibkosti. Ampak jaz mislim, da je ravno nasprotno. Priznavanje napak je izkaz poguma in izkaz odločenosti, da je naslednjič ne boš ponovil. In jaz mislim, da je to zavedanje nekaj, pri čemer še nismo povsem tam, kjer bi morali biti. No. Mogoče ena anekdota, ki se neposredno sicer ne navezuje na vaše vprašanje, ampak malo pa vendarle. Ne.
ko sem prišel pred skoraj 7 leti kot sveže zaposlen režiser na RTV-ju, je bila moja prva zadolžitev snemanje prednovoletnega pogovora s predsednikom Republike Slovenije. Takrat je bil to Borut Pahor. In ko smo prišli v predsedniško palačo z ekipo na tehnični ogled, torej kje bodo ostale kamere, luči, mikrofoni in tako naprej, sem se jaz odločil za en pogled, ki se mi je zdel funkcionalen in dober iz vseh vidikov strokovnosti, ki jih poznam. Nakar v dvorano vstopi predsednik države, nenapovedan in nepričakovan, pozdravljen, dober dan in tako naprej. Ja, jaz pa mislim, da bi bilo sijajno, če bi me posneli na teh stopnicah. Lejte, gospod predsednik, razumem vaše mnenje, ampak te stopnice so neugodne zaradi tega in tega in tega in tega. Če bodo stopnice v kadru, bo kader slab, za vami bo zgledalo, mislim, niso tudi najboljše ohranjene in tako naprej. Ja, ampak vendarle, poglejte, te stopnice so čudovite in tako naprej. Na kar sem jaz potem rekel, seveda še vedno vljudno, ampak vendarle v redu, potem bom jaz svojemu šefu, če me bo vprašal, zakaj sem izbral tako slab kader in tako slabo pozicijo, rekel, da ste se za to odločili vi in da ste nekako vi pripeljali do te odločitve. No in potem je kasneje njegov PR povedal, veste, je bil pa predsednik zadnjič, potem kar malo razburjen po tem vašem ogledu. Sem rekel, ja, mislim, kaj se pa vmešava v moje področje? Mislim, hočem reči, na kaj se želim navezati? Navezati se pravzaprav želim na to, kar je gospod Kristjan prej govoril, torej o mogoče neki novi družbeni pogodbi zaupanja. Zakaj je včasih doktor veljal kot nekdo, ki mu brezkompromisno zaupaš in je njegovo ne mnenje, strokovna ocena, strokovno znanje cenjeno. Danes pa prideš zdravniku, ja veste, jaz sem pa na Googlu prebral ali pa ChatGPT mi je rekel, da imam zagotovo to diagnozo, mislim, čakajte malo, kam smo prišli? In enako velja za vse poklice. Poklici so vse manj cenjeni, znanje, stroka je vse manj cenjena. Mislim pa, da bi kvečemo morali več zaupanja dajati v znanje in v stroko. Da se malo navežem, v kakšnem kontekstu delamo. Ena izmed organizatork mi je namignila, da je mogoče to fino povedati, ker je bil to razlog, da sem bil sploh povabljen na to okroglo mizo, ampak za kontekst, ki seveda je pomemben tudi pri vprašanju, kako deluje javna uprava in vse v našem okolju. Če govorimo o Netflixu, ki ga poznate vsi, je letni proračun tega podjetja 31, to je bilo za leto 2023, 31 milijard evrov. Leta 2023 je bil letni proračun Republike Slovenije tam okrog 12 milijard evrov. Se pravi, govorimo o tem, da ima eno izmed največjih podjetij za proizvodnjo audiovizualnih izdelkov skoraj 3-krat večji, definitivno pa 2-krat večji proračun kot celotna država Republika Slovenija. Ta isti Netflix je za serijo Stranger Things samo za 6. sezono, se pravi, tako, za 6. sezono, mislim, da je 10 ali pa 6 epizod, namenil 260 milijonov evrov. Celotni letni proračun RTV Slovenija za vse programe, za radio, televizijo, multimedijski center, oddajnike in zveze, glasbeno produkcijo, regionalne centre in tako naprej, znaša, mislim, da je 145 milijonov evrov. Se pravi, samo ena sezona, ene serije znaša bistveno več kot celotni letni proračun RTV-ja. In tudi v takšnih okoljih, oziroma v takšnih razmerah delujemo, ampak se moramo v njih nekako znajti. To recimo je pomembna primerjava, ko se sprašujemo o neki konkurenčnosti, sploh v audiovizualnem prostoru, v odnosu do, pa bom rekel, ne samo audiovizualnem, ampak nasploh v kulturnem sektorju, v odnosu do širše slike. Da ne bom zdaj samo navdušujoče govoril, pravzaprav sem se želel navezati tudi na prvo vprašanje, ki se je na projekciji pojavilo pri Mentimetru. Vsi ste ga zaznali in sem kar začutil en tak vrvež, ki je šel čez dvorano. In to je bilo, kako lahko odpustimo oziroma kako se lahko, bom rekel zdaj na grd način, znebimo sodelavca, ki je slab in ki je škodljiv. Zdaj v gospodarstvu si predstavljam, da je to nekoliko lažje oziroma že delate na tem, da... Kar dej. Sploh ni enostavno. In tudi v gospodarstvu si v bistvu porabiš, kar se tiče ljudi, 90% časa, da razmišlja o 2% ljudi. Ne? In to je tisto, kar je boleče. Ne? In recimo Avstrija ni podpisnica te ILO konvencije, ne? Ko lahko nekoga daš stran. Ne? In to je v Sloveniji, se mi zdi,
tista stvar, ki nam resnično otežuje to poslovanje, tako kot gospodarstvo, kot v javni upravi. Ne moreš se znebiti gnile jabolke v zabojčku, pa tudi če veš, da ti bo pokvaril cel zabojček jabolk. Tako da, ja, tudi v gospodarstvu imamo problem. Sem mogel povedati. Hvala. No, ampak jaz želim tudi ravno to povedati, da se mi zdi, da tudi ta zaščitenost, saj poznamo tudi ta izraz kočevski medvedja, v javnem sektorju, ko si enkrat noter, te nihče ne spravi ven. Jaz mislim, da je to za ugled, pa tudi za nas, za sodelavce, na dolgi rok absolutno slabo, da ne bo nesporazuma. Moramo imeti varnostne vzvode, sploh v javnem sektorju, za zaščito sodelavcev, ki so na nek način žvižgači, ki so tisti, ki imajo stroko, znanje, pa jih želijo na morebitne, bom rekel, podle načine iz sistema izvzeti zaradi tega, ker so strokovni. Absolutno morajo biti varovalke. Ampak trenutno imamo situacijo, kjer konkretno seveda lahko govorim za RTV, za svoje sodelavce, je velika večina, kot je rekel Jure, 90% je takih, ki so predani svojemu delu, zavzeti, delajo ogromno in tako naprej. Obstaja pa določen delež sodelavcev, za katere se sprašujem, pa kako smo njih mi sploh kadarkoli lahko zaposlili. In jaz verjamem, da je tako v vsakem delu javne uprave in kot je zdaj Jure povedal, tudi mogoče v manjšem deležu, sicer ker verjetno več delate na tem, da dobite dobre kadre, ampak zagotovo se tudi to pojavlja. No, in to je zdaj pa tretja točka, ki jo želim poudariti, kako delati s kadri. Tukaj je mogoče RTV Slovenija nekoliko specifična. Pri nas je približno 2100, mogoče zdaj malo manj zaposlenih, in mi vedno radi rečemo, oziroma tudi, ko se jaz pogovarjam s kolegi, ko vidim, kako potekajo delovni procesi, da nas je dejansko premalo. Ampak potem je ena sodelavka zelo dobro povedala nekaj drugega. Ne, nas je pravzaprav, 150 premalo, ampak tudi 150 preveč. In jaz mislim, da to najbolje zajame enega izmed teh problemov. Zdaj, drugi kriterij je pa ta, kako v enem sistemu, kot je RTV Slovenija, kjer, če je 2100 zaposlenih, mislim, da imamo enih, to zdaj ocenjujem, da me ne bo kdo citiral, 400 ali pa 500 različnih sistematiziranih delovnih mest, mogoče manj. Ampak skratka, ogromno enih različnih poklicev. In za večino teh poklicev dejansko ne obstajajo šole. Večino teh poklicev je potrebno izučiti. In recimo RTV je pred leti za vse te poklice delala šole, so se izučili, so imeli, tako kot recimo imajo na Univerzitetnem kliničnem centru, kroženje, se pravi, so se spoznavali z vsemi aspekti enega zavoda. V zadnjih letih je to praktično izginilo in je neprisotno. In tudi RTV bo morala spremeniti miselnost iz tega, vse bodo k nam prišli, ker mi smo pa največja inštitucija in smo javni zavod in vse voditelji kar v vrsti stojijo, pa tudi asistenti tehnike kar v vrsti stojijo. Ne, ni res. Ni res. Sploh ne v tem času, ko je dejansko konkurenčnost audiovizualnega prostora v zasebnem sektorju velika, kjer so v zasebnem sektorju pogosto boljši z rezultati kot mi, če govorimo o kvaliteti audiovizualnega izdelka, in bi RTV zato morala, in sklepam, da tudi celotni javni sektor, veliko več delati na tem, da pridobi dobre kadre. Tudi DVSoft si predstavljam, da ste pogosti obiskovalci na fakulteti za elektrotehniko, tudi sponzorirate študente, ker je logično, da želiš pridobiti najboljši kader. In vsi se moramo tega zavedati, da bomo morali delati več na tem, da navdušimo, oziroma bom rekel še drugače, kot prvo sploh informiramo mlade, da obstajajo. Koliko mladih danes gleda televizijo ali pa spremlja javne medije? Prvo je to, da se sploh vzpostavimo kot nekdo, ki je relevanten sogovornik. Drugo je, da te mlade navdušimo, in tretje je, ko jih navdušimo, da jih opolnomočimo z znanjem in z veščinami, da se bodo ne samo lahko zaposlili, ampak dobro delali in po možnosti še prepeljali celo zadevo na en višji nivo. Hvala, Aljaž, za te istočnice. Lahko jih kot nekdo, ki je bil vrsto let, kar ima izkušenj z javno upravo ravno na RTV-ju. Vem, da se je meni recimo zelo spremenilo po tistih 15 letih, ko sem bil kot zunanji opazovalec, kot nekdo, ki je prihajal kot samozaposlen oziroma kot SP-jevc, potem pa eno leto zaposlen. V tistem prvem tednu se je mantra spremenila. Takoj sem videl tistih 5% gnilih jabolk in začel razmišljati, zakaj oni ne delajo, jaz moram pa dvakrat bolj. Ampak moram reči, da ravno s tem, kot ste izpostavili zdaj, dejansko je pač neka kultura celotnega uredništva recimo, oziroma celotne strukture pomembna, ne pa samo tistih par odstotkov, na katere se običajno fokusiramo.
Kristjan, za vas podobno vprašanje, tudi vi imate v bistvu nekaj izkušenj seveda iz zasebnega sektorja. Kaj se vam zdi, kako pritegniti te kadre, kako dobiti najboljše? In pa še eno vprašanje, ki bi ga zastavil tudi vam, je, kako nekako tudi javnost informirati. Mislim, da ste mi omenili v pogovoru, da ko gremo kupovati telefon, si vzamemo 1 teden časa, pregledamo vse nastavitve. Ko kupujemo nov hladilnik, 2 tedna časa. Ko gremo po gradbeno dovoljenje, nič minut. Točno tako. Res je. Ljudje smo pač taki, da če bomo delali neko hišo, za hišo kaj potrebujem, verjetno neko gradbeno dovoljenje. Ja. Kje že to dobim? Rekel, upravna enota. V redu, Zdaj, če pa potrebujem avto, tam pa že malo več vemo, kje ga bom kupil, v redu. Kaj pa če bi zdaj vzel 1 dan dopusta, pa malo šel čisto tja preveriti, pa da ga malo vidim, pa si bom še spleta dal neke informacije, kakšno barvo, moč, gume, ne vem kaj še vse. Medtem pa za to gradbeno dovoljenje, je spet, bom rekel, pišuka. Tukaj pa si človek kar pač pusti, da pa seveda postrežen z vsemi informacijami direktno na upravni enoti. In s tem zavedanjem smo v bistvu mi začeli potem nekako aktivneje komunicirati, kaj vse pa mi na upravni enoti počnemo. V bistvu moj cilj je bil, da imamo mi naše uporabnike, ker sami očitno ne bodo nikoli si začeli pridobivati informacije iz različnih virov, da jih mi pač na nek enostaven način seznanjati. In seveda smo v sodobnem času, vsak ima svoj telefon in večina informacij verjetno tukaj in povsod po Sloveniji in tudi drugje dobivamo iz družbenih omrežij. In mi Facebook stran smo že imeli, v redu, zdaj treba pač pa začeti nekaj delati. Ampak stvar ni tako preprosta. Zdaj vse te neke naše zahteve glede gradbenega dovoljenja ali pa uporabnega dovoljenja ali pa za neke za tujcev ali pa navodil, kako ljudje pridejo, organizirajo prireditev, pač vse to je potrebno prevesti na uporabniku prijazen način. Ker če boš ti sem citiral 3 točke tistega zakona, dodal še neko alinejco, pa zdraven en smiley, žal ne bo preveč v redu. Pač še zmeraj bomo imeli isti problem. Ljudje bodo videli tisto, spet neki birokrat, ki nekaj piše, jaz tega ne zastopam, grem direkt na upravna enota. Torej, kaj treba narediti? Treba je narediti, da prevedemo vsa ta naše zahteve, vso to zakonodajo na ljudem enostaven način in seveda predstaviti tam, kjer ti ljudje so. In kje so ti ljudje? Pač na telefonih, pač televizije, ne vem, koliko vsi ostali gledamo televizijo, ampak že takrat, ko sem bil v marketingu, zmeraj je bilo vprašanje, kam bomo naša oglaševalska sredstva investirali, ali na TV-je, pa medije, ali bomo šli bolj že v neko sceno družbenih medijev. In vse bolj se je kazalo, da se bodo očitno ti družbeni mediji prijeli in so se. Vsak ima svoj račun nekje na nekem kanalu. No in hočem torej reči, da aktivno smo pristopili k temu in naš v bistvu namen je, da vse več v bistvu informiramo, izobražujemo našo javnost o tem, kako določeno stvar lahko uredijo pri nas na upravni enoti. Pa ne samo to, komuniciramo tudi te razne naše majhne dosežke, majhne zmage, da ljudje pač sploh vedo, kaj počnemo. Sej konec koncev, to, ko smo rekli, pač mi smo na televiziji takrat, kadar stavkamo ali kadar so plače preniske, pač tudi te dobre zgodbe je treba ljudem predstaviti. In potem to, ko sem že tudi malo prej omenil, ljudje so izobraženi, dobijo informacijo, se pozanimajo, oziroma ko dobijo informacijo nekaj na družbenem omrežju. Navsezadnje imamo tudi TikTok za naše najmlajše, tudi tam beležimo določeno zanimanje in so komunikacije prilagojene na njim, se pravi malo več videa in tako naprej. In ko ti ljudje pridejo do nas, seveda oni že imajo nekaj pri sebi, oni so nekaj slišali, kaj gradbeno dovoljenje je, tista točka, priloga, kaj mora imeti. In to se mi zdi ključno, da v bistvu skoristimo vse te možnosti komuniciranja, ki jih pač mi imamo v svojih rokah. Imamo jih, ja. Vem, resursi so omejeni, kdo bo zdaj to počel v upravni enoti? To je zdaj tista dilema, kdo se bo s tem ukvarjal, v zadnji treba v bistvu vsebino tudi pripraviti, ki mora biti seveda absolutno v skladu z zakonodajo. Prevedba na neke uporabniku prijazen način, seveda spet kdo bo to naredil, jaz, ko bom rekel, sodelujem s kolegico, ki je pravnica, to sem te pripravljal, sem nekaj pišel, ampak pa ti to razumeš, bom rekel, jaz vem, da ti razumeš, daj mogoče prebrati nekomu z ceste, pa tvojemu sinu,
A bo on to razumel, ne? Ja, jaz ne vem, če mu to njemu dala, da mislim, da ni ok. Ne? In tako da to zahteva seveda čas in mi take stvari v bistvu delamo kot ekstrema ali po službenem času, ampak mislim, da se obrestujejo in ljudje, ki prihajajo potem, včasih jih jaz vprašam, kje pa ste izvedeli, da za tole, ne? Ja, jaz sem tam videl tisto objavo, ne? Okay, tako da me veseli, da pač ljudje vidijo in pač upati si treba je tudi ugrizniti to kislo jabolko v to možnost, ki jo imamo in pač upati, da se te stvari na koncu enkrat preobrnejo in potem bodo že oni izobraženi in bojo oni že več stvari, oziroma bojo jih nam prihajali na tak način, kot zdaj kupujejo avto, recimo. Ne? Hvala, Kristjan, za nasvete. Zdaj vemo, če bo slučajno jutri veliko upravnih enot imelo svoj nov TikTok kanal, odkot se je to razširilo. Seveda, kar izvolite. Halo? Okay. Eno repliko na gradbena dovoljenja. Se tukaj se navežem tako na upravno enoto, kot tudi na privatni sektor. Sami postopki, ko primerjamo trajanje izdajanja gradbenih dovoljenj na upravnih enotah, so relativno kratki. Je pa en drug problem, da ti sploh začneš postopek, moraš dobiti vsa dovoljenja, vso dokumentacijo. To pa seveda traja. Za podjetja še posebej, ko gredo v gradnjo, pa je potem potrebna sprememba prostorskega načrta, to traja leto, dve lahko tudi. Tako da učinkovitost državne uprave oziroma tukaj javnih upravnih enot je tukaj velika, pač oni vse to s postopki. Je tukaj en drug problem. Poleg tega ni samo te prostorske načrti, imaš potem še pritožbe, pa pritožbe na pritožbe in tako dalje. In tukaj je verjetno en pomemben keyword in to je boljša zakonodaja, pač better regulation. To mislim, da je tista najpomembnejša in ta boljša zakonodaja mora biti ne več zakonodaje, boljša, da je država prilagodljiva v izdajanju te zakonodaje, pač ko jo se resnično potrebuje, pa da je stabilna. Torej, da imajo podjetja, kot je Devesops, stabilno in predvidljivo poslovno okolje, da naprimer, za primer davčna zakonodaja se ne spreminja vsako leto, da ti veš, kako boš deloval naslednjo leto, kako boš lahko investiral v naslednjem obdobju. To so pomembne tudi zadeve pri temu. Se opravičujem, zdaj sem čisto zašel. Super dodatek. V bistvu pa še zaključno vprašanje, mogoče državna sekretarka, ga namenjam kar vam. Namreč nekako smo v negotovih časih, tako kar se politike tiče, kot tudi ekonomsko, pa se majčkeno vračam na tisto obdobje ekonomske krize in takrat se mi zdi, da je kar naenkrat nastal en velik razkorak oziroma razpad med zasebnim in javnim. Takrat je pravzaprav za marsikakšno težavo znotraj javnega dela, javnega sektorja pravzaprav bila krivda s palcem oziroma s kazalcem pokazana nanj. Kako se izogniti temu oziroma na kaj biti pozoren v teh negotovih časih, da se ta razkorak ne bi znova zgodil oziroma da v primeru kakšnih ekonomskih kriz ne bi tu spet nastal prepad? Ja, to drži. Jaz moram reči, da takrat, jaz sem tudi zelo ponosna, da sem javna uslužbenka, prvenstveno sem karierna uradnica, že 33 let in takrat sem prvič zaznala, ne pri sebi, ampak pri svojih sodelavcih, da jih je bilo res tako malo, ne strah, malo sram povedati, da delajo v javni upravi, v javnem sektorju, ker takrat se je res, sploh v javnosti, zgodilo nek tak očitek, da javni sektor ali pa javna uprava premalo nosi posledice te ekonomske krize, da jo nosi gospodarstvo, javni sektor ne oziroma javna uprava. Čeprav se je takrat v bistvu delo v javni upravi še povečalo, nudenje vseh teh pomoči, od socialnih do finančnih, iskanje novih virov in novih možnosti za naše gospodarstvo je povzročilo samo še dodatno delo, tudi iskanje vseh rešitev za izhod iz te krize
tudi iz virov in novih možnosti za naše gospodarstvo je povzročilo samo še dodatno delo, a ne? Tudi iskanje vseh rešitev za izhod iz te krize, tudi za ta naš poslovni gospodarski del. Tako da jaz še vedno trdim, da je pomembna komunikacija, da je potrebna odprtost, tudi današnji dogodek, ki jaz upam, da bo postal tradicionalen, kaže na to, da javna uprava je sposobna samorefleksije, da se je sposobna pogovarjati ne samo na teh dnevnih problemih in vprašanjih, ampak tudi sama o sebi, o svojem nadaljnjem trendu, o svojih slabostih, šibkostih, kje so še izzivi za prihodnost. Tako da ta zaupanje, ki je, bom rekla, tako ena krhka ali boječa ptica, ki lahko tudi hitro izgine. Jaz mislim, da je treba delati na tem, da se to izboljšuje, da postane iz te plahe ali pa krhke ptice vedno bolj robusten slon, ki ga bo težko premakniti in več nas bo tistih ali več bomo in večkrat na glas govorili o tem, da se zavedamo te svoje vloge v družbi, da nismo sami sebi namen, da smo tu zaradi ljudi in za ljudi, da lažje bo tudi percepcija v javnosti, kdo smo, kaj smo, da priznamo tudi v končni fazi svojo šibkost, tudi svojo napako kdaj. Jaz mislim, da to ni znak tudi resne slabosti, ampak res treznosti in zavedanja svoje vloge in da nekako živimo z neko percepcijo, da znamo, da hočemo in da tudi zmoremo marsikaj. Najlepša hvala za zaključno misel. Že na začetku današnje panelne razprave smo vas prosili, če imate kakšno vprašanje, da ga kar preko Mentimetra zastavite, tako da bomo preverili, če je kakšno vprašanje v tem času prišlo. Če ne, imate še vedno priložnost, da ga na hitro zastavite. Tako da bom prosil za Mentimeter, pa poglejmo, če je kakšno vprašanje. Drugače se mi pa zdi, da res napake so nekaj, kar imamo v bistvu radi. Se sam spominjam, da včasih, ko si stal na odru, si kar nalašč naredil napako, zaradi tega, da si ljudem dal vedeti, da si tudi ti zmotljiv in so se precej lažje poistovetili s tabo kot z nekim robotom, ki ne naredi napake. Pa sem jo naredil. Preverili bomo, če je kakšno vprašanje. Jaz sicer mislim, da smo enega tukaj že dobili in sicer kje se najbolj ustvarja razkorak med realnostjo in percepcijo? Kje se torej najbolj ustvarja razkorak, kaj mislite glede te dvojnosti? Aha, pa jih imamo tule tudi gor. Kdaj lahko pričakujemo nacionalno platformo za umetno inteligenco? To je najbrž za naslednji panel. Za MJU, glede na to, da plačno nismo konkurenčni gospodarstvu pri zaposlovanju, kakšne možnosti imamo, da se vseeno malo približamo gospodarstvu? Ja, torej, če je ta plačna razlika, to je eno izmed vprašanj. Tudi šefa vodje, ki je slab, se je težko znebiti. Hvala za ta pomislek, na katerega... Super. Če bo slučajno kakšno vprašanje, na katerega vidite, da bi takoj odgovorili, kar preverimo. Tako, ja, kako se v bistvu mogoče res znebimo kakšnih vodij, ki so prav tako, more biti tu v ekosistemu? Je kakšen način za to? Ali lahko morda kar jaz? Ja, seveda. Ne vem, to dela ali ne dela. Dela. Ja, če odgovorimo na vprašanje, kako se znebiti slabega javnega uslužbenca, je najbolj enostaven odgovor težko. Ampak je pa možno. Ne? Je pa res, da tako kot je gospod Knez rekel, veliko energije in časa, več ljudi je potrebnih za to, da se ta postopek spelje. Napačna je percepcija, da gre za neko posebno varovanje javnih uslužbencev, kar se tiče zakonodaje, ker kar se tiče zakonodaje se tu uporablja popolnoma enako kot v gospodarstvu. Je pa res, da je potreben čas, potrebna je energija, vzame resurse in imamo tudi
ustrezna pravna varstva teh ljudi, ki jih seveda v javnem sektorju še bolj morda izkoriščajo kot v zasebnem. Tako da, nažalost, odgovor je, da se, ni pa enostavno in terja svoj čas in energijo. Hvala. Kristjan, morebiti je tole vprašanje za vas, in sicer za širitev dobrih zgodb potrebujemo dober marketing, ki ni poceni, hkrati pa je ravno ta aktivnost velikokrat tarča medijev z vidika porabe javnih sredstev. Obstaja kakšna rešitev? Ja, meni je to čisto kristalno jasno, da če bi imeli to želeti neko sistemsko to rešeno, ne vem, ali po posameznih upravnih enotah, je to en velik izziv. Pri nas se zaenkrat s temi stvarmi ukvarjamo peščica ljudi, in vse je v bistvu nekako navdušenost, mogoče prvi vrsti predvsem mene, ki verjamem v te stvari, in veliko stvari prevzemam tudi sam osebno, ampak jaz dostikrat rečem, recimo, jaz svojo upravno enoto vidim kot eno svojo firmo, res dejansko, in meni res ni vseeno, kaj se tam dogaja, in sem rekel, očital si bom, če ne naredim tisto, kar je v moji moči, da lahko nekaj spremenim. In to, da sem rekel, bom griznil jaz v to kislo jabolko in pač pokazal, da vidim, ali zmoremo ali ne. Ampak take primeri so, ne vem, tudi druge stvari. Spomnim se, ko smo imeli neke mobilne enote za izdelavo osebnih izkaznic na terenu. Jaz takrat nisem imel srca, da bi pač sodelavki, ki sicer je pristojna za izdajo osebnih dokumentov, rekel, ne vem, zmislil sem Meden, oglihona Nataša, da je tole naprava vzem, tole so nam dali iz Ministrstva za digitalno preobrazbo, pejte ti, zdaj pa jutri pober. Ja ne, jaz pač sem rekel, veš kaj, dajmo se tukaj zmeniti. Tole je, navodila imamo, bom šel jaz dvakrat na teren, pa probal, da vidim, če ta stvar funkcionira. In dejansko sem se odpeljal, ki je nekam v neke kraje, in itak ti teren takoj pokaže, kaj v zadevi v praksi ne štima. Kaj jaz sem prišel, itak ni bilo elektrike, v redu, ok, baterija je bila polna na računalniku, druga stvar je, da ni bilo interneta. Kaj za vraga bi zdaj recimo moja sodelavka počela, ki pač ni ravno, ne vem, verjetno se ne bi takoj znajdla, ali bi vse mogoče, Glavno seveda, imel sem svoj telefon, smo se priklopili in stvar rešila. In kaj hočem reči, pač nekako treba ljudem dati nek vzgled, in če jim daš ti nek vzgled za svojo prakso, bodo ti sledili in bodo razumeli, kaj počneš. In v bistvu tudi pri samo temu je, pri vsej tej stvari je tudi v bistvu zelo podobna zadeva. Bom najprej sam probal in da vidimo, če stvari oziroma mi boste pomagali, in če stvari funkcionirajo, bomo potem v kasnejši fazi se odločili, kako in kaj. Ker če bi štartali iz tega, ali so sredstva ali ne, seveda jih ni. Kje bomo imeli vsaka upravna enota svoj marketing? Halo? Ne. Dajmo štartati, ne predujmo, naredimo nek posnetek stanja, ali je to, kar smo si mislili, in potem bo s časoma se bo že zgodba odvila in glejte, konec koncev zdaj o tem vam razlagam, pa je mogoče to neka taka stvar, ki mogoče bo enkrat prišla do tega, da se pogovarjamo v kaj širšem kontekstu. Hvala, Kristjan. Tukaj vidim tudi dve vprašanji namenjeni tematiki vodij, o kateri smo morebiti malo premalo govorili. Moje opravičilo, izpostavljanje pomen middle managementa za učinkovito vodenje in posledično učinkovito in vredno zaupanje javno upravo. Kaj smo middle managementu namenili, kakšna orodja ponudili, kako motivirali? Tukaj mislim, da smo večkrat govorili o tem, kako je res izziv z middle managementom. Kaj bi lahko na to rekli? Izvolite. Kar se tiče middle managementa, kakšno orodja in tale bojo ponudili in kaj jim lahko ponudimo. Predvsem jaz mislim, da smo sistem vodij nekako že dodelali, tako v smislu usposabljanja, v smislu presojanja njihovih kompetenc in tudi samega položaja, kar se tiče najvišjih vodilnih delovnih mest. In ta sistem presoje kompetenc, opolnomočanje za middle management se uveljuje sedaj tudi na to raven. Se pravi, da bomo dejansko postavili prave ljudi na prava mesta, ki imajo vodstvene kompetence, ker določene vodstvene kompetence je pač možno pridobiti, jih nadgraditi, določene je pa pač potrebno, da vodja si.
Verjetno se morda vprašanje nanaša tudi na nagrajevanje middle managementa. Tu morda, predvsem v državni upravi, sam sistem nagrajevanja ni najboljši, ker imamo obstoječa delovna mesta s položajnim dodatkom in predvsem, če gre za starejše delavce in mlajše vodje, tu lahko prihaja do situacije, da samo nagrajevanje ni najboljše. Zato v nadaljevanju v okviru sprememb razmišljamo tudi o sistemu nagrajevanja middle managementa v kakšnem drugem modelu, ki bi bil morda boljši. Ja, ne? Ampak dejstvo pa je, da posebno pozornost bo potrebno nameniti ravno middle managementu in to je tudi tisti aspekt, ne samo kar se tiče nagrajevanja, tudi da dejansko postavimo za vodje ljudi, ki imajo vodstvene kompetence. Namreč v upravi se zelo pogosto dogaja situacija, da se za vodja postavi človeka, ki je zelo dober strokovnjak. In čez čas se pokaže, da smo izgubili dobrega strokovnjaka in dobili morda slabega vodja. In potem so nesrečni vsi. A ne? Tako da je ravno v fazi upravljanja in razvoja kadrov in strategije razvoja kadrov je temu področju middle managementa posvečena posebna poglavja in posebna pozornost. Ja, tule vidimo kar nekaj vprašanj na to temo. Izvolite, Jure. Ja, lahko še jaz komentiram na to, ne, v bistvu, ko iz strani gospodarstva spet, ne, ko podjetje raste, ne, pol se število strukturnih nivojev povečuje, ne, in pol počas prideš, da imaš ti 3, 4, 5, mogoče 6 nivojev vodenja, ne, in potli se stvari odločanje upočasni in predstavlja na nivo neke kompetence, ne, in točno to se dogaja tudi v gospodarstvu, dobrega strokovnjaka postaviš, ne, kot slabega vodjo, ne, in praviloma ljudje napredujejo do nivoja nekompetence, ne, pa tam ostanejo. Ne. In v bistvu je problem v tem, ne, da pri nastavljanju vodja, ne, smo v zadnje čase upeljali to, ne, da rečeš, lej, nič ni narobe, da se v tem preizkusiš, pa nič ni narobe tudi, da greš nazaj na svojo strokovno funkcijo, če ti funkcija vodenja ne ustreza. Ne. In tu se mi zdi, da je tak zelo pomemben nastavek v tem momentu, ko ti nekoga postaviš kot vodjo. Ne. In potem, recimo, ko v našem podjetju smo zdaj prišli do teh 400 ljudi, ne, kar je že kar nekaj, ne, in pol preučujemo nove načine vodenja. Prej sem govoril o vodovodih pa elementih vodovoda, ki so jasno določeni, definirani in ki imajo jasne cilje. In v bistvu neka nova arhitektura podjetja pravi, ne, da hierarhično podjetje je kot imperij. Vsak imperij slej ko prej propade zaradi tega, ker je odvisen od tistega, ki je na vrhu, ne, od kajzerja. Ne. In podjetja je bolje organizirati kot deževni gozd, ne, zaradi tega, ker iz teh elementov cevovoda, ne, če so elementi, recimo drevesa v deževnem gozdu, da imajo jasne cilje, da imajo vodje, ki imajo določena merila, ne, in če jih ne dosegajo, se potem zamenja vodja, ne, da delujejo enotno v majhnih skupinah, praviloma od 5 do 40 ljudi, je takšen način veliko bolj primeren. Deževni gozd po naravi deluje tako, da drevesa se rojevajo, potem rastejo in nekatera tudi umirajo, deževni gozd pa ostane zavedno. Ne. In to je recimo pri našem podjetju zdaj en največjih izzivov, kako bomo to pač poskušali upeljati. Hvala za še eno odlično primerjavo. Jaz mislim, da smo v tem trenutku izčrpali oziroma povedali ogromno. Hkrati bomo dali še priložnost za sklepno, zaključno misel. Samo preverim, če sem izpostavil oziroma pozabil še kakšno vprašanje. Najlepša hvala seveda tudi vam, drago občinstvo, za vse ponujene iztočnice z vprašanji in pa še enkrat velik aplavz našim 5 panelistom. In sicer najlepša hvala državni sekretarki z Ministrstva za javno upravo Mojci Ramšak Pešec, najlepša hvala magistru Matevžu Hriberniku z Urada za makroekonomske analize in razvoj, Kristjanu Koširju, načelniku upravne enote Ribnica, dr. Juretu Knezu, Devesoft in pa Aljažu Bastiču iz Radiotelevizije Slovenija. Najlepša hvala še enkrat vsem. Hvala.
Še preden pa vas povabimo na odmor, pa je prav, da se vrnemo na začetek tega prvega dela, te prve sekcije in damo znova pozornost našemu uvodnemu govorniku Petru Pogačarju, direktorju direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo. Peter, žogica je znova na tvoji strani igrišča. Vem, da so te teniški termini nekaj, kar dobro poznaš. Ja, najlepša hvala. Zdaj seveda mislim, da vsi lahko skupaj pohvalimo tele govorce na okrogli mizi, ker mislim, da so odprli res prava vprašanja, tako da je težko karkoli dodati. Pa vendar, kar mi je morda kot refleksija tega pogovora ostalo, to, kar je Aljaž omenil, je povezan s tem, da se moramo tudi kot javna uprava javnosti odpreti, kaj vsaj počnemo. Pa bom še jaz povedal eno anekdoto, ker so jo praktično povedali vsi. Jaz sem pač po službeni dolžnosti moral hoditi na večerne oddaje na TV Slovenija. In dokler si doma gledalec in šaltaš kanale, šele potem, ko prideš v oddajo v živo, vidiš, kakšen mehanizem, koliko ljudi je potrebnih, da se ena taka oddaja spelje. Ampak tega ljudje ne vemo. Dokler nisi tam v studiu, dokler ne vidiš tiste vznemirjenosti, panike, stresa tik pred začetkom oddaje. Tako da morda en poduk bi bil ta, potrebno se je javnosti odpreti. Zdaj, eno vprašanje je bilo tukaj, zakaj pa se tudi javna uprava kot branding bolj ne promovira. Dobro, se to počnemo danes. Res je bilo zadnjih 10 let morda temu namenjene premalo pozornosti, ampak vendar tukaj delamo v zadnjem času pomembne korake. Se pa recimo so zelo zanimivi primeri tujih držav, naprimer Belgija je s kampanjo nagovorila točno to generacijo, ki je zdaj na fakultetah, kaj jim delo v javni upravi lahko prinese. In govorili so točno o tem, to, kar je bilo izjemno pomembno za vrednote te mlade generacije. Se pravi, lahko boste upravljali delo, s katerim boste spreminjali družbo, v katero živite na bolje. Izjemno pomembno za to generacijo in se pravi, tukaj zagotovo so priložnosti. Zdaj seveda, zelo mi je bila zanimiva od dr. Kneza ta razprava, o kateri bomo verjetno danes še govorili, in je dejansko res problem v javni upravi. Kaj naredimo, če naredimo napako? Spomnite se, uspeh je tih, napaka odmeva v javnosti. In tukaj je tisto, kar se bomo morali naučiti. Če narediš napako, vsi jo naredimo, ampak po vsaki napaki je pomembno how you bounce back, kako se odzoveš na to napako in kaj narediš, da se ta napaka ne bo več ponovila. Državna sekretarka je lepo omenila, v državni upravi smo vzpostavili model kompetenc, ki ga, mislim, da kar znaten delež javne uprave že uporablja. Zanimivo pa je, vse terja čas. Ko smo postavili model kompetenc, ne glede na to, da je sam projekt dobil nagrado Evropske komisije za enega najboljših projektov upravljanja človeškimi viri, je bilo percepcija, zakaj to sploh potrebujemo, v organih državne uprave izjemno težka. Ampak se da. Leto za letom vedno večje število uporablja ta model in po novem bomo ta kompetenčni model uporabljali tudi pri selekciji vodij. Mi imamo posebne modele kompetenc za vodje za različne ravni in po novem z novimi postopki natečajev bodo organi, ki bodo želeli stestirati vodstvene kompetence posameznega kandidata za vodstveno delovno mesto, jih bo center za kadre tudi stestiral in predal poročilo. Zanimivo, morda za zaključek pa mi je to. Tukaj smo imeli predstavnike javne uprave, karierno državno uradnico, širšega javnega sektorja, gospodarstva, zasebnega sektorja, ampak če ste opazili v razpravi, se razmišljamo izjemno podobno. Tako da ta prepad med zasebnim sektorjem in javno upravo je včasih verjetno tudi malo umetno ustvarjen. Najlepša hvala, da ne bom predolg. Hvala. Najlepša hvala generalnemu direktorju direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo za odlične zaključne misli in za to, da smo odgovorili na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili preko Mentimetra. Ja, sedaj pa vas lahko povabimo tudi k odmoru za okrepčilo, namreč vabljeni
na odmor in pa hkrati tudi na ogled razstavnih stojnic. Namreč danes se predstavljajo različni projekti iz vseh delov javne uprave. Spoznali boste rešitve, ki prispevajo k večji učinkovitosti, k prepoznavnosti in k zaupanju v naš skupni sistem. Torej, vzemite si čas za odmor in za ogled stojnic, mi pa s programom nadaljujemo ob 11:45.